In seveda, letni čas kar kliče potem, da se odpravimo še izza 4 sten. Vrt, ki meri komaj kakih 50 kvadratnih metrov, leži za eno izmed vrstnih hiš v Ljubljani. Njegova glavna privlačnost je kitajska glicinija, ki sredi pomladi priredi nepozabno predstavo. Lastnika hiše sta se priselila pred približno 20 leti. Med prenovitvenimi deli sta k urejanju vrtička za hišo povabila tudi arhitektko Tatjano Koloni. Sva torej na enem majhnem vrtu v Ljubljani in osnovna ureditev je vaša in bi rad vedel, če mi jo pojasnite, zakaj je prav taka, kot je. Koncept tega atrija sem zasnovala tako, da sem v center postavila tlakovan krog. To je en prostor za druženje in ta prostor za druženje je obdan z enim manjšim kamnitim nizkim zidom, kjer lahko ljudje posedajo in se pogovarjajo. Za tem kamnitim zidom pa je rastlinje, ki se bohoti in je dvignjeno od tal, poudarjeno. Sprva je sredi tlakovanega kroga rasla okrasna češnja, ki pa se je pozneje morala umakniti jašku za odtok meteorne vode. Gredice izza zidca je lastnica zasadila z različnimi čebulnicami in trajnicami ter manjšimi grmi že kmalu po preureditvi atrija. Okoli tega zida pa je lastnica, ki je sledila osnovnemu konceptu in ga nadgradila z eno domiselnostjo, ljubeznijo do rastlin, vzgojila glicinijo, ki jo je uprla na kovinsko ogrodje in ta glicinija daje dušo temu vrtu. Če stopimo v središče, v ta krog, je taka impresija, ker je pokrit z baldahinom cvetja, da je to pravlično. Glicinija je pravzaprav novejši dodatek temu atriju. Lastnica je izbrala sorto dišeče glicinije s posebno dolgimi socvetji v 2 barvah. Ključavničarski mojster je naredil osnovno ogrodje, ki ga je lastnik potem priredil prav za bujno rastočo vzpenjavko. Zanimalo nas je, kako je arhitektka Kolonijeva zasnovala ta vrt. Ja, to je, kot bi rekla, kot arhitekt, ne? En koncept, ena osnova, ki sicer ni tako toga, kakor če rišem v stanovanjski blok, ne? Ampak recimo ta primer je bolj zaokrožen, ne? Ampak da je le nek pravilen, bi rekla, da so zarisane poti, da so zarisana dogajanja, da je postavljen v prostor. Tukaj se mi zdi pomembno še dodati, da je lastnica povedala, da se trudi dodajati rastline na tak način ali pa takšne, da je z njimi čim manj dela, ne? Vi vidite tudi vrt v tem smislu, ali mora biti vrt nekaj, kar te zaposluje, da ne rečem ves dan? Ne. Torej, to je popolnoma smiselno, ne? Da pravzaprav, da uživaš, da lahko posedaš, da lahko uživaš na vrtu, ne pa da cel dan delaš, okopavaš, puliš plevel in tako naprej, ne? In potem si tako utrujen, da si se tega vrta naveličal. Atrij meri približno 50 kvadratnih metrov, kar lastnikoma povsem zadošča za umirjeno preživljanje prostega časa. Z 2 strani je omejen živo mejo. Tretjo stranico pa predstavlja preprost bel ometan zid, ki je zamenjal prvotno živo mejo. Lastnica ima zelene prste, kot pravimo tistim ljubiteljskim vrtnarkam, ki jim vse raste. Od zgodnje pomladi do pozne jeseni vrt barvajo različne čebulnice, drobni okrasni grmi in izbrane trajnice. Osrednja privlačnost tega vrtička pa je gotovo glicinija, vsako leto v maju. Obiskovalci kar težko verjamemo, da so jo posadili šele pred 7 leti, tako bujno se je razrasla. Posedati ob njej in opazovati dolga socvetja ter prisluhniti njihovemu šelestenju je pravi privilegij.